Blind Shell Classic 3, predstavitev najboljšega telefona za slepe in slabovidne, ki združuje enostavnost z inovativnimi funkcijami. Pozdravljeni, moje ime je Filip in sem vodja prodaje v podjetju Blind Shell. Na začetku mogoče samo nekaj besed o našem podjetju, čeprav verjamem, da nas mnogi med vami že poznate. Torej, nahajamo se v Pragi, na Češkem, in na trgu smo prisotni od leta 2014. Naša glavna dejavnost je razvoj in proizvodnja mobilnih telefonov, ki so posebej zasnovani za zadostitev specifičnim potrebam slepih in slabovidnih uporabnikov. Danes vam bom predstavil naš zadnji model, ki se imenuje Blind Shell Classic 3, ki je luč sveta ugledal konec lanskega leta. V Sloveniji je na voljo od začetka tega leta, zato upam, da ste nekateri od vas že imeli priložnost spoznati naš nov izdelek od blizu. Za tiste, ki še niste, sem tukaj, da vam o tem povem nekaj več. Blind Shell Classic 3, naj povem za tiste, ki ne morete videti videoposnetka, da vam prikazujem napravo v dveh barvah. Imamo dve barvni varianti istega izdelka. Ohranjamo filozofijo, ki smo jo imeli že pri naših predhodnikih, Classic 2 in Classic 1, kar pomeni, da je izdelek na voljo v dveh barvnih različicah. Ena je temna, druga svetlejša in zagotavlja boljši kontrast ohišja v primerjavi s črnimi gumbi in zaslonom, ki je prav tako črn. Kot morda že veste, običajno uporabljamo kombinacijo črne in rdeče barve. Zdaj pa smo prešli na temno modro mornarsko, ki nadomešča črno barvo, medtem ko smo rdečo zamenjali z zlato peščeno barvo. To so torej barve, ki jih ponujamo. Now we switched to the dark blue, which runs instead of the black one, which is a dark navy blue color, and instead of the red one, we are now using a golden sand color. It's something, I think the most accurate description of the color is a sand, like sandy beach. So these are the colors. For those who cannot see, I'm showing you. Za tiste, ki ne morejo videti, prikazujem telefon Blind Shell Classic 3, ki bo nekatere spomnil na starejše modele Nokie, kjer je zgornji del zaslon, spodaj pa so operativni gumbi. Pod temi se nahaja alfanumerična tipkovnica, kjer imamo 4 vrstice in 3 stolpce. Prva vrstica so številke 1, 2, 3, druga 4, 5, 6, tretja 7, 8, 9 in zadnja vrstica na dnu vsebuje zvezdico, ničlo in številko za zaostanek. Poleg tega imamo nekaj funkcijskih gumbov na stranicah telefona. Na levi strani se nahaja gumb za glasnost, ki ima 2 poziciji, gor in dol, kar omogoča zviševanje in zniževanje glasnosti. Telefon ima 10 stopenj glasnosti. Na desni strani, če ste desničar, se ta gumb dobro prilega vašemu palcu. To je gumb za enostaven dostop do najljubših aplikacij ali za zagon funkcije glasovnega nadzora, vendar o tem nekaj več kasneje. Easy access to your favorite applications or to launch the voice control feature. We will get to that later. Na dnu telefona imamo USB-C priključek, ki je zelo praktičen, saj je USB-C priključek brez zgornje ali spodnje strani, tako da ni možnosti, da bi kabel napačno priključili. Vedno ga boste pravilno vstavili. Na levi spodnji strani pa sta 2 majhni luknjici, ki se uporabljata za vstavljanje traku, za tiste, ki telefon nosite okoli vratu. Used for inserting the lanyard for those who are used to wearing your mobile phone around your neck. Na drugi strani, v spodnjem desnem kotu, pa je še ena majhna luknja,
kjer lahko z nohtom odprete zadnji pokrov telefona, če želite vnesti SIM kartico ali imeti enostaven dostop do baterije. Celoten postopek je zelo enostaven in ga lahko izvede tudi slepa oseba brez težav. Operation, even a blind person can do that without any troubles. What I can say that the phone was designed with a very close cooperation with the Czech Blind Organization. Telefon je bil zasnovan v tesnem sodelovanju s Češko zvezo slepih tukaj v Pragi. Ti ljudje so nam povedali, kaj točno naj telefon vsebuje, kaj naj bo oblikovano. Vedno pravim, da dobrega avtomobila ne moreš narediti, če nisi voznik. Zato vedno vprašamo uporabnike, slepe in slabovidne ljudi, kaj si želijo, kaj bi želeli spremeniti. Kakšna naj bo postavitev tipkovnice? Ali imajo raje večje ali manjše gumbe? Ali jim je razdalja med vrsticami prevelika ali premajhna? Tudi zato funkcijski gumbi niso le različnih barv, temveč imajo tudi različne oblike, da jih lahko uporabniki enostavno prepoznajo z dotikom. The functional buttons, for example, they don't have just different color. The confirmation button is green. Telefon je torej zasnovan tako, da je zelo preprost, intuitiven in enostaven za uporabo, vendar združuje tako tipični telefon v stilu Nokia, kot tudi sodobni pametni telefon. Very intuitive and very easy to use. But still it's a combination of a tactile phone for some maybe a Nokia style phone and the modern smartphone. So we have a modern smartphone with features that you are used to, that you know from nowadays from the modern smartphones. Telefon je popolnoma audio opremljen, kar pomeni, da vam vedno daje glasovne povratne informacije, tako da nikoli ne boste izgubili orientacije in vedno boste vedeli, kje se nahajate. Ko prvič vklopite telefon, vidite zelo preprost začetni zaslon, ki prikazuje trenutno uro, stanje GSM signala in stanje baterije. V vrhu so ikone, ki prikazujejo vašo povezavo z Wi-Fi omrežjem ali Bluetoothom. Prikazuje tudi, ali imate nastavljeno budilko, na dnu pa je ena prazna vrstica, ki prikazuje sporočila, kot so neodgovorjeni klici, neprebrana sporočila ali obvestila o novih posodobitvah sistema. Zaslon torej vsebuje 3 vrstice z besedilom, 2 vrstici z uro, zadnja vrstica pa je namenjena obvestilom. System update available, for example, that will be displayed here at the bottom. Basically, the screen has 3 lines with text, so you can see current time in 2 lines and Pod zaslonom imamo 6 funkcijskih gumbov. Najpomembnejši med njimi so 4. Gumbi gor in dol, zeleni gumb okrogle oblike, ki je gumb za potrditev, in rdeči gumb, ki pomeni preklic ali vrnitev. Te 4 tipke so vse, kar morate vedeti, ko se boste prvič srečali s tem telefonom. S pomočjo gumbov za gor in dol se premikate po menijih, podmenijih ali aplikacijah. Ko pridete do elementa, ki ga želite izbrati, pritisnete okrogli gumb za potrditev. V primeru preklica ali vrnitve pritisnete rdeči gumb za preklic. So up and down you're navigating with these two buttons in any kind of menu, in the main menu, in the submenus, or within any application. So you're just moving up or down, and when you get to the item which you need, you just press the round confirmation button, which is okay, this is what I want. Or if you want to get back or cancel your choice, you will press the other one, the slash one. Okay, so torej, ti 4 gumbi so zelo pomembni. Če jih poznate in poslušate, ste pripravljeni na uporabo telefona. To je vse, kar morate vedeti, ko ga uporabljate prvič. Potem imamo še 2 gumba. Eden je na levi strani pod zaslonom, drugi na desni strani pod zaslonom. To sta ti 2 beli pikici.
Desni gumb služi kot ponovitev. Kadar ga pritisneš, bo govorni sintetizator povedal, kaj je trenutno prikazano na zaslonu. Tell you what is currently displayed on the screen. So typically when you're using the phone, Ponavadi, ko nekaj časa uporabljaš telefon in te nekdo zmoti, ga odložiš, potem pa pozabiš, kje si končal. And you just forget where you finished. So Ko se vrneš k telefonu, samo pritisneš zgornji desni gumb in telefon ti pove, kje si bil. To je njegov edini namen. Levi zgornji gumb pa je namenjen obvestilom. Pritisneš ga in odpre se meni z obvestili. To je poseben kratek meni, ki pokaže najpomembnejše in najbolj pogosto potrebne informacije. That you need most frequently. So if I go to the notification menu, Če grem zdaj v meni obvestil, ni obvestil, to pomeni, da ni novih sporočil, zgrešenih klicev ali razpoložljivih posodobitev. Nato se premikam gor in dol po meniju. Četrtek, 13. marec 2025, moč signala 99%, stanje Wi-Fi omogočeno, brez povezanih naprav, Bluetooth povezava, omrežje, jaz imam v mojem primeru Vodafone Češka, mobilni prenos podatkov onemogočen, stanje baterije 93%. To je meni obvestil in to so najpomembnejši podatki, ki jih tam najdeš. Dodali smo še eno funkcijo na levi akcijski gumb, ki je na voljo samo na Classic 3. To je ena izmed razlik v primerjavi s Classic 2. Če ta levi akcijski gumb dolgo pritisneš, prideš v meni za nastavitve govornega izhoda. On a long press of this left action button, we've added a couple of new features. Voice output, 1 of 2. So on the long press of this left action button, you will get. Tam lahko enostavno spremeniš hitrost govora, pri uporabi v angleškem jeziku pa tudi izbiraš med moškim ali ženskim glasom in prilagodiš druge nastavitve. Using the phone in English, you can also change the voice variant between male and female voice. And some other settings. Lahko tudi hitro spremeniš svetlost zaslona. Če jo nastaviš na nič, se zaslon popolnoma izklopi. To je uporabno, kadar ga ne potrebuješ. You will just set the brightness to 0 and then the screen goes off completely. Okay? There is one more feature. Dodali smo tudi funkcijo za kopiranje in lepljenje besedila, ki prej ni bila na voljo na Classic 2. Še ena novost na Classic 3. Available on the Classic 2, so that's another add-on, new feature of the Classic 3. If you long press the left action button, če dolgo pritisneš levi akcijski gumb, lahko kopiraš besedilo. Konkretno to pomeni, da shraniš vse besedilo, ki je trenutno prikazano na zaslonu. Nato lahko to besedilo urediš, izbrišeš en del ali dodaš novo besedo in potem shraniš. Besedilo se shrani v odložišče in ga lahko nato prilepiš kamorkoli, na primer v SMS ali katerokoli drugo besedilno polje. So, that's about the buttons. Now let's talk about Zdaj pa nekaj o tem, kaj je novega na Classic 3 v primerjavi s Classic 2. Predvidevam, da večina med vami že pozna našo prejšnjo verzijo, Classic 2, ki je še vedno aktiven izdelek. Nismo ga nehali prodajati, tako da trenutno ponujamo oba modela, torej Blind Shell Classic 2 in Blind Shell Classic 3. Oba imata svoje posebnosti, ampak Classic 3 prinaša številne novosti, ki nadgradijo najboljše lastnosti Classic 2, predvsem kar se tiče strojne opreme, hkrati pa dodaja mnogo novih funkcij.
Poglejmo, kaj točno je novega pri Blind Shell Classic 3. Najprej barve. Classic 2 je bil na voljo v rdeči in črni kombinaciji. Pri Classic 3 pa smo to spremenili. Zdaj imamo temno modro barvo namesto črne in zlato peščeno barvo namesto rdeče. Nato površina telefona je nekoliko mehkejša, bolj gumijasta in zato precej prijetnejša na dotik. Če primeš Classic 2 v eno roko in Classic 3 v drugo, takoj opaziš razliko. Oprijem je bolj udoben. Povečali smo tudi notranji pomnilnik s 24 na 32 gigabajtov ter RAM z 2 na 3 gigabajte. Čeprav se sliši kot majhna razlika, se občuti pri uporabi. Telefon deluje hitreje, brez zakasnitve, bolj tekoče. To so manjše spremembe na strojni ravni. Zdaj pa preidimo na glavne novosti v programski opremi. Kot sem že omenil, smo dodali funkcijo za kopiranje in lepljenje ter hitro nastavljanje govornega izhoda in svetlosti zaslona. Če greste po meniju navzdol, boste na dnu zaslona opazili novo funkcijo, ki se imenuje progresijska vrstica. To je vodoravna črta, ki prikazuje, kje v meniju se trenutno nahajate. Za slepe ali slabovidne je to super orodje za boljšo orientacijo. V kateremkoli meniju kaže vaš trenutni položaj. To so spremembe, ki jih najprej opazite, na prvi dotik ali prvi pogled. So these are the small changes that can be noticed at first sight or at first touch, at first experience. But of course it's not enough to create a new model. Ampak to še ni dovolj za novo generacijo telefona. Zdaj pa poglejmo glavne razlike. Tiste, ki resnično naredijo Blind Shell Classic 3 nekaj posebnega. Torej, govorili bomo o treh glavnih novostih, treh velikih razlikah med Blind Shell Classic 2 in Blind Shell Classic 3. Prva je aplikacija, ki se imenuje Tandem. Mislim, da tudi v slovenščini uporabljate besedo tandem, kar pomeni, da dve osebi nekaj počneta skupaj, ena pomaga drugi. In točno to je ideja te aplikacije. To je naša lastna aplikacija, ki jo je razvila naša razvojna ekipa v Pragi. Menimo, da je aplikacija Tandem tako pomembna, da smo ji celo namenili posebno mesto v glavnem meniju. Tako zdaj najdete Tandem na 4. mestu v meniju, takoj za aplikacijami in kontakti. Kaj je Tandem? Tandem je komunikacijska platforma, aplikacija, ki ponuja več funkcij, vendar jo najlažje opišemo kot aplikacijo za hitro sporočanje, podobno kot WhatsApp, Viber ali Facebook Messenger. In s to aplikacijo lahko pošiljate kratka besedilna sporočila, lahko opravljate klice ali pa opravljate videoklice. Exchange quick text messages. You can make a call through this application. You can make a video call through this application. So the functionality is quite similar. Funkcionalnost je zelo podobna drugim aplikacijam, ki jih poznate s trga. Ampak kaj Tandem naredi posebnega? Tandem je popolnoma integriran v Blind Shell Classic 3 okolje. Če ga uporabljate, sploh ne veste, da uporabljate zunanjo aplikacijo, saj ima isti videz kot preostali sistem. Črna podlaga z belim besedilom, preprosto in intuitivno. And the app is very simple to use, very intuitive, so if you open it, ko jo odprete, najprej izberete kontakt, s katerim želite komunicirati.
Nato lahko odprete pogovor z njim. Open chat. Če odprem pogovor, se pomikam gor in dol po sporočilih, ki so lahko prejeta ali poslana. 1 of 21. Then I'm going up and down within this communication with this particular contact. Outgoing. Scene. Hello, Philip. 1316. And each line, Vsaka vrstica each line je eno here is sporočilo. one line, one message, Tako ni either potrebe po incoming message zapleteni or uporabi outgoing zunanjih message, aplikacij. from this conversation. So you don't have to deal with a difficult third-party application. Seveda, na Classic 3 lahko uporabljate tudi WhatsApp, ampak uporaba tandema vam omogoča enake funkcije na veliko enostavnejši način. Operation of the app is much easier, much more simple. And on the other hand, In na drugi strani te komunikacije imamo aplikacijo Tandem, ki je na voljo za običajne pametne telefone. Zdaj vam prikazujem svoj iPhone z nameščeno aplikacijo Tandem. To je ta oranžna ikona. Če jo odprem, imam aplikacijo, ki v bistvu počne isto kot na primer moj WhatsApp. Takoj imamo komunikacijo med uporabnikom klasičnega telefona in uporabnikom pametnega telefona. Prednost tandema je, da oba delujeta v svojem naravnem in udobnem okolju. Uporabnik pametnega telefona uporablja standardno aplikacijo tretje osebe, ki je zelo preprosta in enostavna za uporabo. Medtem ko uporabnik klasičnega telefona deluje v varnem okolju Blind Shell, ki je prav tako zelo preprost in intuitiven. To je ena funkcionalnost tandema. Aplikacija za takojšnje sporočanje z besedilnimi sporočili, klici ali videoklici. 1 of 5. Call. Video. Remote control. Vendar pa obstaja še ena zelo pomembna funkcija, pogosto imenovana daljinski nadzor. Funkcija daljinskega nadzora omogoča uporabniku klasičnega telefona, da njegov ali njen telefon nadzira nekdo drug preko pametnega telefona in aplikacije Tandem. Poglejmo, kako to deluje. 6, 5, 4. Če potrdim sejo daljinskega nadzora, se bo vzpostavil klic. Na svojem iPhonu vidim prihajajoči klic in če ga sprejmem, vidim celoten izgled, tipkovnico modela klasičnega telefona, ki jo lahko nadzorujem na daljavo. So now what I see is the complete layout, the keyboard layout of the Blind Shell Classic 3 phone, which I can see on my Vsak korak, ki ga izvedem tukaj, se takoj prikaže na klasičnem telefonu. Lahko izvajam različne nastavitve, dodam nov stik ali na primer povežem klasični telefon z drugim Wi-Fi omrežjem, tako da lahko pomagam svoji babici ali komorkoli drugemu, ki potrebuje pomoč pri uporabi telefona. So I can assist my grandmother, I can assist anybody who is using the Classic 3 phone and needs some kind of a help. So this is a great tool for the Blind Shell Classic 3 users. V preteklosti ste morali nekoga prositi, da pride k vam in opravi nastavitve ali pomaga. Sedaj lahko prosite kogarkoli izmed prijateljev, družinskih članov ali sorodnikov, da vam pomaga na daljavo, če ima nameščeno aplikacijo Tandem. Vse to bo trajalo le nekaj sekund. 10 minutes or maybe half an hour on the phone, and Petra would be trying to explain you where to go and what to press. From now on, you can ask any of your friends, family relatives, but if the person on the other side will have the Tandem application installed in their phone, they can assist you remotely, and it will all take just a couple of seconds. So that's a great tool. Tandem is available only on the Classic 3. We will not be adding this to Classic 2. Tandem je na voljo samo za Blind Shell Classic 3. Ne bomo ga dodajali na Classic 2. To je bila prva glavna tema, ki sem jo želel pokriti. Pojdimo na naslednjo. Danes se vse giblje okrog umetne inteligence. Vsi o njej govorijo, vse bolj postaja običajen del naših vsakodnevnih življenj.
Zato smo se odločili, da vključimo umetno inteligenco tudi v naš nov telefon. Also into our new phone. So what it can do. You know that on the Classic 2 we've had a voice control feature, which is available on the... Na modelu Blind Shell Classic 2 smo imeli funkcijo glasovnega nadzora, ki je na voljo z dolgim pritiskom desnega gumba. Če pritisnete ta gumb, se aktivira funkcija glasovnega nadzora. Na modelu Blind Shell Classic 2 deluje dobro, vendar pa je funkcionalnost omejena. Z glasovnim nadzorom lahko naredite 3 stvari. Lahko upravite klic, lahko diktirate besedilo ali pa odprete aplikacije. You could do or you can do on your Classic 2 with the voice control feature. You can make a call or you can call a number if you dictate the number. That's one thing. The second thing is that you can dictate a text if you're writing a message or if you need any text into any text field. Or the third thing is that you can launch applications. Just open WhatsApp and the WhatsApp will be open. So that's the functionality of the voice control feature on the Classic 2. On the Classic 3, this works as well, of course. Na modelu Blind Shell Classic 3 to še vedno deluje, vendar smo dodali tudi umetno inteligenco, ki jo imenujemo Luna. We call her Luna. Luna, L-U-N-A, a very simple name which sounds the same in all the languages, so it's quite easy to pronounce, easy to remember. Luna je enostavno ime, ki je enako v vseh jezikih, tako da jo je lahko preprosto izgovoriti in si zapomniti. Tako kot prej jo aktivirate z dolgim pritiskom desnega gumba, vendar Luna omogoča še veliko več. Poleg klicev, narekovanja besedil in odpiranja aplikacij, vam lahko Luna poda tudi koristne informacije. Na primer, lahko jo vprašate, katera je najvišja gora v Sloveniji ali pa katero je glavno mesto Slovenije, in Luna vam bo dala odgovor. What is the capital of Slovenia? Luna, the capital of Slovenia is Ljubljana. Let's try once again. 1430. What is the highest mountain in Slovenia? Luna, the highest mountain in Slovenia is Triglav, which stands at 2,864 meters, 9,396 feet. It's located in the Julian Alps and is a popular destination for hikers and climbers. Okay, I think it's correct. So you can ask Luna general questions. There is one limitation. Luna is powered by ChatGPT. Luna je podprta z umetno inteligenco ChatGPT, zato vam bo dala odgovore, ki so podobni tistim, ki jih dobite od ChatGPT. Funkcionalnost Lune je omejena na statične informacije, torej informacije, ki se ne spreminjajo. Če pa vprašate za dinamične informacije, kot je na primer trenutno vreme, vas bo Luna preusmerila na spletni brskalnik z že zastavljenim vprašanjem. What happens if you ask a dynamic type of question? What will happen that Luna will not give you the answer, but it will redirect you on the web browser with the question already filled in. So you don't have to type the answer, but you just go up and down the web browser results and check and go for the link that suits you best. So this is Luna. This is one part of Luna. You can also Tudi integracija s telefonom je boljša kot na modelu Blind Shell Classic 2. Saj zdaj lahko ne samo odprete aplikacije, ampak tudi izvajate dejanja znotraj teh aplikacij. On the Classic 3, you can also make actions within these applications. So you can, for example, set your Na primer, lahko nastavite budilko tako, da preprosto poveste Luni, naj jo nastavi na določeni uri. In to bo opravljeno brez odpiranja aplikacije. And do it there. You just ask Luna to do it for you and it's done. So Luna will
Luna bo redno posodabljana, v prihodnosti pa upamo, da bo lahko odgovarjala tudi na dinamična vprašanja in omogočala še širšo integracijo z aplikacijami. Luna will be continuously updated, so in the future maybe we hope that also it will be able to answer some kind of dynamic questions as well. Also, the integration with the apps will be more flexible, more wide. So, but this is the status of Luna for now, which is already very good, I think. So that's the second topic that I wanted to cover. And the last but not least is the topic. Za konec pa še tema tretjih aplikacij. Mnogi nas sprašujejo, ali bomo vključili različne aplikacije tretjih oseb v naš telefon. Filozofija našega podjetja je, da želimo telefon ohraniti zelo preprost in 100% dostopen, da je vse v telefonu popolnoma zanesljivo in deluje brez napak. 100% accessible, and we want to make sure that everything which is running in the phone is 100% working and 100% reliable. V podjetju se vse pogosteje srečujemo z ogromnim številom zahtevkov za aplikacije tretjih oseb. Ker pa smo majhna ekipa, vseh teh zahtevkov preprosto ne moremo obvladati. Zato smo se pri modelu Classic 3 odločili spremeniti to strategijo, saj ima končni uporabnik omogočen dostop do trgovine, kjer lahko prenese in namesti aplikacije tretjih oseb. Moram tudi povedati, da imamo zelo prilagojen in zelo specifičen strojni del. Ne moremo jamčiti, da bodo vse aplikacije, ki jih želite uporabljati, združljive z našim telefonom, ker je to zelo specifična naprava za specifično ciljno skupino uporabnikov s specifičnimi strojno-tehničnimi specifikacijami. Torej, ne moremo jamčiti, da bodo vse aplikacije tretjih oseb delovale brez težav. Na primer, bančne aplikacije niso na voljo na telefonu, ker zahtevajo določen varnostni nivo, ki ga preprosto ne moremo zagotoviti brez prstnega odtisa ali identifikacije obraza, ki na telefonu nista na voljo. Fingerprint or touch ID or face ID, which is not available on the phone. So there are some applications which will not be. Torej obstajajo nekatere aplikacije, ki ne bodo delovale na telefonu, vendar pa je tudi veliko tistih, ki bodo delovale brez težav. Zelo pomembno je, da ločimo med aplikacijami, ki so integrirane v okolje, in tistimi, ki so aplikacije tretjih oseb. Zdaj vam bom pokazal, kje jih lahko najdete v meniju. Torej, če gremo v aplikacije, klici, sporočila, stiki, tandem aplikacije 5 od 8. Potrdim internetni brskalnik 1 od 8 in nato zadnja postavka, namestitev in upravljanje aplikacij 8 od 8. Torej gre za namestitev in upravljanje aplikacij. In če to potrdim, Blind Shell App katalog 1 od 5, ki je v bistvu enak katalogu aplikacij, kot je bil na modelu Blind Shell Classic 2. Polni aplikacij, ki so popolnoma integrirane z Blind Shell aplikacijami. Ko odprete ta del, boste videli obvestilo. Aplikacije tretjih oseb niso razvite, preverjene ali podprte strani Blind Shell. Namestitev in uporaba sta na lastno odgovornost. Blind Shell ne odgovarja za težave ali škodo, ki nastane zaradi uporabe teh aplikacij. S tem, ko nadaljujete, potrjujete in sprejemate te pogoje. Torej, vsakič, ko odprete del aplikacij tretjih oseb, boste slišali ali videli to obvestilo, kar je zelo pomembno, ker vas moramo obvestiti, da boste zapustili svet Blind Shella, ki je popolnoma pod našim nadzorom in jamčimo, da bo deloval. Če naredite korak naprej, zapuščate ta, kot ga imenujemo, varni prostor in prehajate v svet aplikacij tretjih oseb, ki ni več pod našim nadzorom. Nažalost, zanj ne moremo nič narediti, ker nismo razvijalci teh aplikacij. Torej, morate razumeti, da od zdaj naprej ne prevzemamo odgovornosti, če aplikacije ne delujejo pravilno.
Sicer ne boste ničesar poškodovali in ničesar ne morete narediti narobe. Vendar pa se lahko zgodi, da nekatere aplikacije preprosto ne bodo delovale tako, kot pričakujete, ali pa sploh ne bodo delovale. Pri Blind Shell 3 vam vsekakor omogočamo, da poskusite, če vaše najljubše aplikacije delujejo s telefonom ali ne. Ne moremo pa za njihovo delovanje jamčiti, ker se nekatere aplikacije preprosto nenehno spreminjajo skozi čas. Zato se lahko zgodi, da bo enkrat delovalo brez težav, drugič pa bo iz določenega razloga prenehalo delovati. Upam, da nas razumete. Reagiramo na ogromno število zahtevkov za različne aplikacije tretjih oseb. Torej, pri modelu Blind Shell Classic 3 imate možnost, da jih prenesete in namestite iz trgovine ter preizkusite, če delujejo ali ne. To react on the huge amount of requests on various third-party applications. So in Classic 3, you have the opportunity to download them and install them from the store and try if they work or not. So this is the third big topic. To je tretja velika tema, ki sem jo želel danes obravnavati. Dovolite, da omenim še dodatke, ki so pravzaprav skoraj enaki, kot smo jih imeli na modelu Blind Shell Classic 2. Torej, v paketu boste dobili Blind Shell Classic 3 telefon z baterijo, z USB-C kablom in polnilnikom. Prav tako boste dobili polnilno postajo, ki je zelo uporabna. Lahko jo postavite na mizo in vanjo vstavite telefon, tako da bo hkrati nosilec in polnilec telefona. Na zadnji strani stojala je USB-C priključek, med dodatki je tudi zaščitna preklopna torbica. To je rdeča torbica za Blind Shell Classic 2, imamo pa tudi nove preklopne torbice v usklajenih barvah za Blind Shell Classic 3. Zraven so še zvočni signalizatorji, Bluetooth lokatorji, ki jih lahko nalepite na primer na svoje ključe, denarnico ali katerikoli predmet, ki ga nenehno izgubljate. Če na primer ne morete najti svojih ključev ali kakega drugega predmeta, vam bo ta naprava začela piskati in zvok vam bo pomagal pri lokalizaciji izginulega predmeta. To je v bistvu to. Blind Shell Classic 3 je na voljo. Telefon Blind Shell Classic 3 je na voljo na naslovu Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, Ljubljana. Lahko nam pišete na naslov petra.derganc@zveza-slepih.si ali pa pokličete na telefon 01 47 00 224. Cena telefona je 650 €, cena ovitka telefona 29 €. Tako telefon kot ovitek lahko dobite tudi na spletni strani www.slep-slaboviden.si.